Liberecu na Češkem je bila tretja dirka državnega prvenstva v speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let. Trije slovenski vozniki pa so vozili kvalifikacije za preboj v serijo Speedway Grand Prix 2024. Anže Grmek je v Pragi tekmoval med svetovno mladinsko elito v letošnji seriji Speedway Grand Prix 2. V Lukovici je bila na sporedu prva letošnja preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v trialu. Na dirki svetovnega prvenstva v enduru za ženske v Skevdeju na Švedskem je Slovenijo zastopala Tjaša Fifer. V AMZS karting in motošportnem centru v Slovenji vasi se je odvijala druga dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu. V Kegumsu v Latviji se je motocross elita merila na 8. dirki sezone svetovnega prvenstva. Slovenijo je zastopal Jan Pancar. Evropsko preizkušnjo v 125 kubičnem razredu je vozil Jaka Peklaj. Liberec na Češkem je bil gostitelj tretje dirke državnega prvenstva v speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let. Z licencama AMZS sta vozila Tilen Bračko, ki je osvojil končno 5. mesto, in Gregor Zorko, ki je bil 11. Člani so imeli kvalifikacije za preboj med svetovno speedway elito. V italijanskem Lonigu je Matic Ivačič zasedel 10. mesto, Denis Štojs pa je bil 16. V Žarnovici na Slovaškem pa je vozil Nik Škorja. Tudi on se ni uspel prebiti med prve 4, ki so si zagotovili mesta za zadnjo kvalifikacijsko stopnico na Švedskem sredi avgusta. Osvojil je 9. mesto. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Stadion Marketa v Pragi je bil prizorišče uvodne dirke svetovnega prvenstva mladincev serije Speedway Grand Prix 2. Med 16-terico najboljših mladinskih voznikov Speedwaya je z licenco AMZS vozil tudi Anže Grmek. Anže Grmek, Slovenija! V Krškem sem bil za eno točko prekratek, da bi se uvrstil v finale. Nekaj dni po dirki sem dobil obvestilo, da sem dobil stalni wildcard, stalno povabilo za serije SGP2. Seveda sem bil zelo vesel. Ljubljančan se je pogumno kosal s tekmeci. To je 16 najboljših voznikov mladincev sveta. Seveda je eden izmed najvišjih rangov, v katerem sem dirkal do zdaj. Na tej ravni tekmovanja že vsaka majhna napaka na progi lahko pomeni izgubo dragocenega mesta, pridobljenega z dobrim štartom, ki je tako ali tako osnova. Proga je bila zame čisto nova, nisem še bil na njej, nisem še vozil. Je tako malo drugačna. Grmek je na koncu osvojil 4 točke, a zanje je moral pošteno garati. V zadnji vožnji sem nekako proval se boriti za drugo mesto, smo imeli nekako troboj, potem pa sem ostal malo bolj zadaj, voznika pred mano sta zadela, Černjak je padel čez balanco, motor pa za centimeter, da ni zadel mene. Osvojil je končno 15. mesto in dobil obilo dragocenih izkušenj. Največ težav je bilo z iskanjem nastavitev, iskanjem pravih linij. Proga se je non-stop spreminjala. Na začetku je bil grif, proga je grabila zunaj, potem proti koncu dirke je bila čisto trda in je šlo vse v prazno. Dirko v Pragi je sicer dobil aktualni svetovni mladinski speedway prvak Poljak Mateusz Černjak pred rojakoma Bartłomijem Kowalskim in Damjanom Ratajčakom.
Trial je motociklistična umetnost, ki zahteva unikatno ravnotežje in brezpogojno odločenost premagati zahtevne ovire. Tekmovalke in tekmovalci so se na poligonu Autokveder v Lukovici soočili s prvim velikim izzivom v letošnji sezoni državnega prvenstva. Člani AMD Lukovica so po odpadli dirki v Kočevju poskrbeli, da kljub močnemu nočnemu deževju izpeljejo dirko, ki med vozniki in voznicami velja za eno izmed bolj priljubljenih. Na razmočenem terenu je organizator pripravil 6 spoštovanja vrednih sekcij, ki jih tekmovalci niso smeli podcenjevati, če so želeli do cilja odpeljati s čim manj kazenskimi točkami. Od vseh udeležencev je najbolj navdušil mladi Lovro Setnikar, ki se ni ustrašil konkurence, blata, visokih naravnih in umetnih ovir. Talentirani mladenič, ki trenira pod vodstvom 8-kratnega državnega prvaka Severina Sajevca, je bil razred zase. Nastopal je v modri skupini, po 4 odpeljanih krogih pa vknjižil eno samcato kazensko točko. Nisem pričakoval, da bi bilo tako šlo. Na začetku sem imel malo bolj treme, drugače pa je šlo. Mogoče tretja sekcija, ko je bilo, ko so bile 2 skale skupaj, drugače pa v Goldu, ko je bilo malo bolj mokro. Sila obetavni fant slovenskega triala, ki preskakuje ovire višje od svoje višine, je bil dirkač dneva. Med vozniki z modrimi telovniki mu je najbližje prišel Luka Ožbolt, ki pa je bil v pogledu na točkovno razpredelnico daleč za nadarjenim zmagovalcem, saj je zbral 47 kazenskih točk. Tretji uvrščeni, Kyle Milne, pa je za vožnje čez ovire na sekcijah dobil 52 kazenskih točk. Zahtevne razmere na poligonu so večini tekmovalcev povzročale resne težave. V rumeni težavnostni skupini se je izkazal Mirko Mežek, ki si je pridelal 8 kazenskih točk in zgolj za točko ognal neposrednega konkurenta Tonija Bilena, ki je bil boljši od brata Jana na 3. mestu. Super je bilo, fajn, organizatorji fajn, vreme nam je zdržal, pa tako da smo kar lepo, pa brez poškodb vozili. Kar dosti, ker je bilo moker teren, tako da je bil kar dosti zahteven. Ampak smo se pa smo trenirali polet, tako da je šlo lažje kot lansko leto. V konkurenci tekmovalcev bele skupine, v kateri jim ni bilo potrebno premagovati vratolomnih ovir, je največ znanja in spretnosti prikazal župan občine Gorje Peter Torkar. Zgolj 2 napaki pa sta mu zagotovili zmago pred Nino Berlič, tretji je bil Svit Sajevec. Ženska konkurenca neustrašnih tekmovalk je bila odlično zastopana, toda aktualna prvakinja Ines Pezič-Pregrad je izzivalkam pokazala, da trenutno nima prave konkurence. Glede na to, da je bilo mokro, me je na začetku malo bolj skrbelo in kakšen krog je bil malo za ogrevanje, potem je pa steklo tako kot mora. Najtežja je bila ena cev v 4. sekciji, kjer je bilo zelo malo prostora in potem, ko se je namazala z blatom, je bilo v bistvu zelo težko priti čez. Punce so se potrudile, tako da vidim, da bomo še večkrat skupaj trenirale, pa bomo ena drugo potiskali naprej, kar je prav. Nina Berlič je končala za njo, tretja pa je bila klubska kolegica zmagovalke Tamara Stare. Edino v najtežji rdeči skupini je bila konkurenca nekoliko okrnjena, saj sta se za zmago pomerila zgolj Franko Uljanič in Vedran Kukorin. Uvodna dirka je sicer minila s pozitivnimi občutki voznikov, ki so hrabro premagovali sekcije, ki jih je pomagal postaviti Severin Sajevec. V letošnji sezoni bodo na sporedu še 3 dirke. Karavana svetovnega prvenstva v enduru za ženske se je ustavila na Švedskem. V Skövdeju je bila na sporedu 3. dirka sezone najvišje enduro ravni in Slovenijo je na njej z licenco AMZS zastopala Tjaša Fifer. Uvodni supertest je končala na 6. mestu, nato pa je v prvi preizkušnji osvojila 10. mesto in 6 točk za skupni seštevek svetovnega prvenstva. Na sobotni drugi preizkušnji je zbir etapnih dosežkov prinesel končno 11. mesto in novih 5 točk. Skupaj jih ima 20 in je v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pred zadnjo dirko sezone, ki bo septembra na Portugalskem na 14. mestu. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem.
Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V AMZS karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi je potekala druga dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu v letu 2023. Pripravili so jo prizadevni člani AMD Ptuj. Izredno lepo vreme smo imeli, vsi sodniki so delali zelo dobro, totalizacijska služba je bila izredno dobra, nekih velikih nesreč ni bilo, prepirov nobenih. Jaz mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z izvedbo današnje dirke. Najmlajši so se pogumno spustili v boj s tekmeci in progo. V razredu mikro je največ pokazal Timon Grgič, ki je dobil dirko. Drugo mesto je osvojil Filip Ferk-Žerak. Na tretji stopnički na zmagovalnem odru pa je stala Neli Štrajhar. Tudi v razredu mini so se vozniki brezkompromisno podali na progo in v borbo za čim višja mesta. Prav v vseh vožnjah za državno prvenstvo Slovenije je bil najhitrejši Maj Rakuša. Vse je šlo po načrtih, edino prvo dirko se me je bilo malo strah, pa sem bil trdi na volanu. To ga ni oviralo, da ne bi za seboj pustil Maja Tuška Haladejo, ki mu je pripadlo drugo mesto. Predvsem bi pohvalil ta mlade voznike, ki so se izredno dobro vozili, lepe rezultate so dosegli in tako da sem tudi na ptujske voznike zelo ponosen. V kategoriji junior je bila v borbi za točke slovenskega prvenstva osmerica voznikov z licencami AMZS. Najhitrejši je bil Jure Levar. Jaz sem zelo zadovoljen, ker sem tudi dobre mesta dosegel in bi rad še več takih dirk. Drugo mesto je pripadlo Davidu Planku, na tretjem pa je preizkušnjo skupno končal Aljaž Vidmar, sicer naš letošnji predstavnik v tekmovanju FIA Academy Trophy. Dirka je šla in ni šla po načrtih, nikoli ne gre vedno čisto kot si želiš. Lahko bi bilo vedno bolje, lahko bi tudi imeli malo več sreče. Razred senior je bil v znamenju Maja Sadarja, ki je med slovenskimi vozniki pokazal največ in se je zasluženo veselil prvega mesta. Drugo je pripadlo Niku Tropcu. Dirka definitivno ni šla po načrtih. Včeraj sem bil tudi bolan, sem imel vročino 39, tako da končala je še kar v redu na koncu. No. Tretji na zmagovalnem odru je bil tokrat Taj Kovačič. V razredu DD2 je znova dominiral Ksen Deruve. Z novo zmago je upravičil sloves najboljšega v slovenskem državnem prvenstvu, čeprav je imel v tretji vožnji težave. We had an incident with the second driver. He tried to overtake with not so much space and landed on top of me. After this I was fifth and then was still able to catch one place back. Vseeno je to zadostovalo za skupno prvo mesto. Na drugem je pristal Matic Kolmanič, tretji pa je bil Massimo Vovk. Razred KZ2 je postregel z zanimivimi obračuni na stezi. Napeto je bilo v vseh treh vožnjah. Skupne zmage se je na koncu veselil Dimitrij Mlakar. Danes je šlo vse po načrtu, tako smo si planirali. Sicer sem malo zaspal na tretjem štartu, ampak se vseeno odvilo tako, smo pričakovali. Tekmeci na progi so ga lahko opazovali le v hrbet. Danes je bila moja največja konkurenca Sara Markučič, pa mogoče Karin Greblo. In prav Sara Markučič in veteran Karim Greblo sta se na mestih 2 in 3 zvrstila za Mlakarjem, ki ni imel večjih težav na dirki. Mogoče sem malo rabil časa, da sem prehitil tekmece, ker so zapirali linije, drugače pa brez napak. Jaz sem skoraj prepričan, da so vsi vozniki zadovoljni in pa tudi osebje, ki je služilo voznikom. Tretja dirka sezone državnega prvenstva Slovenije bo sredi julija na Vranskem.
Velika nagrada Latvije v Kegumsu je bila 8. preizkušnja sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. Slovenske barve z licenco AMZS je v razredu MX2 zastopal Jan Pancar, ki je s kvalifikacijami dobro opravil. Sobota je bila še kar v redu, 11. mesto na kvalifikacijah. Proga je bila zahtevna, ampak sem se kar v redu počutil. Nedeljski vožnji sta prinesli dež, ki pa v prvi vožnji ni bil moteč faktor. Pancarju se štart ni posrečil po načrtih in željah. Zelo slab štart in se mogel iz ozadja se naprej prebijati. Tudi sama vožnja ni bila perfektna. Sem pač probal čim več naštudirati za naslednjo vožnjo. V cilj je pripeljal na 13. mestu. Prvo mesto pa je pripadlo Kaju De Wolfu. Pancar si je v drugo obetal boljši štart in tudi razplet, vendar so tokrat svoje dodale vremenske razmere. Nažalost se je pa ulil dež pred štartom, tako da je bila res težka tekma. 18. mesto z enim padcem in zadnjih 10 minut vožnje brez očal, kar mi je prišlo tudi mivka v oči in nisem najbolj videl in vse skupaj je bilo slabo. Tudi v drugo je bil prvi Kaj De Wolf, ki je prvič v karieri stal na najvišji stopnički na odru za zmagovalce. Pancar je zasedel 15. mesto na dirki, skupno pa je s 160 točkami 10. V Kegumsu je na isti progi v okviru spremljevalnega programa potekala tudi 5. preizkušnja Evropskega prvenstva v 125-kubičnem razredu. Slovenijo je z licenco AMZS zastopal Jaka Peklaj, ki je zasedel skupno 23. mesto. V nedeljo 18. junija bo na dirkališču Slovakia Ring na sporedu 3. dirka državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu.